Ja, seveda je situacija, kateri smo zdaj v zadnjih dneh priča, težka za vse. Sploh pa za te otroke, ki prihajajo iz teh območij, kjer pač se vojna odvija. Zdaj, ukrajinski otroci seveda so, tudi če ne živijo več na območju Ukrajine, tisti, ki so najbolj zaskrbljeni, pri katerih se seveda pojavljajo lahko najrazličnejše skrbi. Je pa zelo pomembno seveda, da okolje, v katero prihajajo, potem nekako razumevajoče in prijazno pristopi do njih in jim skuša v bistvu nuditi neko oporo, podporo. Podobno velja tudi za ruske otroke. Zdaj, otroci tako iz Ukrajine kot iz Rusije nimajo nič s tem, kar se dogaja zdaj na območju tako Ukrajine kot seveda tudi Rusije. Zdaj, to so stvari, ki jih morajo odrasli reševati in ni to problem otrok. In je prav, da na tak način tudi pristopimo potem k prišlekom tako ali pa otrokom iz Rusije, otrokom iz Ukrajine. Oboji rabijo podporo, oboji rabijo razumevanje in absolutno ni prav, da bi bili zaradi dogajanja, ki poteka na območju njihove domače, pač domovine, da bi imeli v bistvu zaradi tega neke, negativne v bistvu posledice tukaj. In kaj naredimo, če nas te informacije prestrašijo, če smo zaradi njih v skrbeh? Ja, razumljivo je, da to, kar se zdaj poslušamo, spravi vsakega človeka v skrbi. Skratka, je to nekaj, kar je za pričakovati. Je pa tako, da ni priporočljivo, da se preveč teh novic gleda, da se non-stop preverja, kaj se dogaja, kaj je novega. Skratka, če otroke, mladostnike zaskrbi, je fajn, da se obrnejo na nekoga odraslega in o teh skrbeh spregovorijo oziroma vprašajo tisto, kar jih skrbi. Skratka, pogovor je ta prva stvar. Po drugi strani je pa tudi nekako prav, da se zavedajo tega, da so te stvari, ki se dogajajo v Ukrajini trenutno, pravzaprav zelo daleč. In da resničnost, ki jo mi tukaj živimo, je pač nekaj drugega. Mi imamo mir, mi imamo mirne okoliščine in je potrebno pač nadaljevati s svojim življenjem naprej. Zdaj v Slovenijo prihajajo že prvi begunci iz Ukrajine. Kako na najboljši način pristopimo do njih, recimo, če postanejo naši sošolci? Potrebno jim je, kar se da olajšati, ta prehod oziroma to spremembo. Prihajajo za njih zelo stresnih okoliščin, tukaj pa potrebujejo razumevanje, podporo, rabijo nove prijatelje in nekako pomoč pri tem, da se bodo čim prej nekako navadili te nove šole, novega jezika in nove kulture, v katero prihajajo. Najlepša hvala za pogovor. Prosim.